dobrodošli v predavanju že 6. cikla Hamletov izleti v matematično vesolje. Hvala vsem, da ste danes prišli. Danes bo predaval dr. Rok Požar. Veliko veselje mi je, da je prišel, da se je odzval našemu povabilu za predavati, da bi predaval na našem tem ciklu poljudnih predavanj. Najprej nekaj besed o predavatelju. Rok Požar je diplomiral leta 2009 v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko. Leta 2013 pa je doktoriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko, prav tako na Univerzi v Ljubljani. Že 6 let poučuje kot asistent, izvaja različne vaje. Na začetku je izvajal vaje kot asistent na Univerzi v Ljubljani, potem pa se je kar malo pridružil tudi Univerzi na Primorskem. In raziskovalno se ukvarja predvsem s algebraično teorijo grafov in računsko teorijo grup. No, danes ne bomo zvedli kaj dosti o tem, verjetno. Pač pa bomo zvedli, kako si s pomočjo matematike pomagamo brskati po spletu. Rok je zaposlen, kot rečeno, že nekaj let na naši fakulteti, Fakulteti za matematiko na Naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer poučuje različne predmete, no danes pa nam bo vsem skupaj povedal tudi nekaj uporabnega, torej kje lahko matematiko uporabljamo v internetu, kjer bomo danes tako vse prisotni. Prosim. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Ko že naslov povedamo danes poznali nekatere skrivnosti, predvsem matematične, ki jih uporabljajo najboljši spletni iskalniki. Na začetku bomo na kratko pogledali zgodovino samega iskanja informacij, si na to ogledali, kako nasplošno deluje spletni iskalnik in potem samo matematiko. Pa če začnemo malo bolj za šalo kot za res, čeprav iskanje informacij povezujemo predvsem z dogodki, ki so sledili izumu računalnika, pa ima iskanje informacij v resnici kar dolgo in pa slavno zgodovino. Prve informacije recimo so bile zbrane kar na stenah jamskih poslikav, in če je hotel prav človek poiskati neko določeno informacijo, se mogo enostavno sprehoditi od jame do jame, postaviti pred steno, zreti v njo in pač določeno informacijo poiskati. No, še predtem je bil pa izumljen papir, so pa stari Grki in Rimljani informacije zapisovali na papirusove zvitke. Nekateri izmed teh zvitkov so imeli posebne značke, na katerih so bili povzetki teh dokumentov. To je nekomu, ki želel določeno informacijo poiskati, omogočilo, da si prebral sem ta povzetek in mu ni bilo potrebno odvijati s dolgih zvitkov, da bi poiskal nek relevanten dokument. Poleg teh značk pa so se povzetki tedaj prenašali kot tudi ustna sporočila. Na primer, v času grških iger je zbor recitiral, je napovedal povzetek, katera borba posledila. Nekaj stoletij kasneje pa je potem so se razvila tudi bolj elementarno orodje za iskanje informacij. In sicer v 2. stoletju pred našim štetjem tole štejemo kot za prvi knjižnični katalog, in sicer v knjižnici v Aleksandriji je bilo skoraj 500 000 teh papirusovih zvitkov razvrščenih po vsebini. In sicer je imel vsak ta zvitek posebno tablico z imenom Pinakes. Te tablice so potem vsebovale naslov in pa bibliografske podatke o avtorjih. Dramatična sprememba pa se je zgodila v času Gutenberga, ki je bil iznajden tisk s premičnimi črkami. Takrat so namreč knjižnične zbirke zelo narasle in razvil se je hierarhični sistem klasifikacije. Se pravi, knjige so bile klasificirane po skupinah s podobno tematiko. Kljub temu sistemu pa je tedaj veljalo še najbolj se zateči po nasvetu k samemu knjižničarju, on je najbolj vedel, kje poiskati neko določeno informacijo. Seveda, s časom so te knjižne zbirke in pa organizacija sama naraščale in je preraslo spomin vsakega knjižničarja, tako da pokazala se je potreba po sofisticiranih sistemih in kasneje se je uveljavil malo bolj sofisticirani sistem in začeli so urejati knjige po naslovu in pa po avtorju. Seveda,
Tedaj še samo iskanje ni bilo v rokah nekoga, ki bi želel poiskati določeno informacijo. En korak bliže k temu cilju pa je predstavljala iznajdba digitalnega računalnika in pa nadaljne iznajdbe prvih iskalnih sistemov. Prvi iskalni sistemi so omogočili avtomatično povpraševanje po knjigah in pa člankih. Seveda pa so bili te sintakse, jezik samih sistemov je bil zelo zakompliciran, v resnici so ga obvladali spet samo knjižničari, to je bil širši javnosti precej nedostopen. En izmed prvih takih sistemov se imenoval Cornell Smart System. No, v 40 letih prejšnjega stoletja pa je Vannevar Bush v svojem znamenitem eseju opozoril na to, da pristop samih kazal ni ustrezen. Zakaj ne? Zato, ker človeško razmišljanje v resnici ne deluje tako, ampak iz misli preskakuje na naslednjo misel. In ta namen je potem predstavil v tem eseju tudi futuristični sestav z imenom Memex. In že tedaj je imel ta sestav neverjetne podobnosti z današnjim posebnim računalnikom in pa svetovnim spletom. No, 40 let kasneje pa je na ostankih tega Memexa Tim Berners-Lee izumil splet, kot ga poznamo v resnici danes. In ta ideja, da povezujemo dokumente na podlagi hiperpovezav in hiperteksta, je bila takrat res inovativna in je povzročila revolucijo tako na področju shranjevanja informacij, kot pa tudi same dostopnosti informacij. Seveda to na drugi strani povzročilo v resnici veliko frustracijo pri samih iskalcih informacij, zato ker spletno iskanje se je tedaj zdelo kot iskanje neke igle v kupu, v velikem kupu sena. Namreč tisti prvi sistemi niso naredili precej za to, da bi olajšali iskanje nekomu, ki je želel nekaj poiskati. Pregled na spletu je predvsem temeljil na kazalih in razvrščalo se je predvsem po temah. En primer takega iskanja je bil Yahoo. No, vse se je pa spremenilo leta 1998, ko so na sceno vstopili strokovnjaki za analizo povezav. Od takrat naprej pa je spletno iskanje dramatično napredovalo. Eden vodilnih spletnih iskalnikov je recimo primer Google, ki bomo tudi v nadaljevanju v resnici malo bolj natančno spoznali. Še preden pa gremo na samo matematiko, pa si pogledamo, kako v resnici deluje spletni iskalnik. Najprej se potrebno zavedati dejstva, da uporabnik, ki uporablja spletni iskalnik, ne išče v resnici po živem spletu, ampak išče po ogromnih bazah spletnega iskalnika. Zaprav, spletni iskalniki se trudijo, da kar se da čim več vsebine iz spletnih strani prekopirajo svoje baze strani in šele potem tiste hiperpovezave, ki nam jih vrne, sam spletni iskalnik nas pol pripelje do tistih pravih spletnih strani. V osnovi je spletni iskalnik sestavljen iz 3 oziroma 4 modulov. Prvi modul je modul, ki kopira vsebino spleta svoje baze, potem modul indeksni modul, ki indeksira vso to ogromno količino spletnih strani, četrti je iskalni modul, oziroma iskalni procesor, in pa tretji iskalni procesor in pa četrti modul za rangiranje spletnih strani. Pa si pogledamo vsakega od teh modulov malo bolj podrobno. Prvi modul za kopiranje podatkov spleta, v resnici, kot smo že rekli, kopira vsebino iz spleta svoje baze. Zato, da to kopira, bo to mogoče posebni spletni pajki, ki se plazijo v resnici po spletu, iščejo nove spletne strani in kopirajo vsebino v bazo. Ponavadi imajo te spletni pajki neko začetno množico URL naslovov, kjer začnejo, potem pa iz tistih naslovov potujejo preko hiperpovezav do novih spletnih strani, jih oštevilčijo in pač tisto vsebino prekopirajo v svojo bazo.
Včasih prekopirajo celino celotne strani, včasih samo deloma, to je odvisno od posameznega spletnega iskalnika. Seveda te kopije teh strani potem ostanejo v bazi vse dokler ne grejo v fazo indeksiranja. Naslednji modul pa potem so to enormno količino indeksira. Namreč tej bazi je ogromno podatkov in potrebno je v resnici izluščiti samo tiste podatke, ki so važni in jih nekako v skrčeni obliki shraniti. In to je v resnici naloga indekserja. Indekser si lahko v resnici predstavljamo kot neko črno škatlo. Dobi ogromno količino podatkov, vrne nam pa le tiste važne informacije, ki so pač zapisane v skrčeni obliki. Seveda, kako natančno delujejo te indekserji, to so poslovne skrivnosti posameznih spletnih iskalnikov. Ko indekser izlušči to važne informacije, jih potem shrani v različne indekse. V osnovi imamo ločeno 3 vrste indeksov. En je indeks vsebine, drugi je strukturni indeks in pa potem še posebni indeks. Zdaj, če si pogledamo indeks vsebine, kot že samo ime pove, je tu noter shranjena tekstna vsebina in sicer v obliki obrnenih seznamov. Te obrnjene sezname si lahko predstavljamo kot indekse na koncu strani. Naprimer, tu imamo en primer tega obrnjenega seznama. To pomeni, da poleg vsake besede so tudi položaji strani, kje se ta beseda nahaja. Če bi za primer vzeli besedo ABAK, potem pomeni, da se beseda ABAK nahaja na spletni strani, ki je številčena s trojko, pa potem tudi na 117. strani, jo lahko najdemo pa na strani 3961. Poleg indeksa vsebine imamo potem tudi strukturni indeks. Tu notri se zopet v skrčeni obliki shrani sama struktura hiperpovezav med spletnimi strani. Poleg tega pa ta strukturni indeks te spletni bajki včasih uporabljajo za to, da lahko poišče tudi nove strani. No, še zadnji pa posebni indeks, tu notri se pa ponavadi shranjujejo različne slike, pa dokumenti pa podobne dokumentacije. Zdaj, tule se treba zavedati spet, da tale modul za kopiranje spletnih strani in pa indeksni modul, te dva modula sta v resnici neodvisna od iskalnega niza, ki ga uporabnik piše v spletni iskalnik. Ja? Tele dva procesa se odvijate neodvisno. Karkoli pač tule noter napisano, iskalne niso je tole neodvisno. Za razliko od ostalih dveh modulov, ki pa sta odvisna. Tako iskalni procesor je odvisen od iskalnega niza in pa tole modul za rangiranje spletnih strani je tudi odvisen od iskalnega niza. No, naloga iskalnega procesora je potem, da ko dobi iskalni niz, ga najprej pretvori v sebi razumljiv jezik, ponavadi so to števila, in pa potem se poveže z indeksom vsebine in njegovim obrnjenim seznamom, zato da poišče relevantne strani. Kaj so relevantne strani? To so tiste strani, na katerih se pojavljajo te besede, ki so v iskalnem nizu. Če si pogledamo na konkretnem primeru, recimo, da je nekdo v spletni iskalnik vpisal besedi abonent pa otrok, pa predpostavimo, da je med njima veznik in, katere so te relevantne strani, ja, tretja stran je sigurno relevantna. Zakaj? Zato, ker se na tretji strani pojavi tako abonent kot otrok, pa potem spletna stran z številko 367 je tudi relevantna stran, ker se tako abonent kot otrok pojavita na strani 367. Zdaj, ker je teh spletnih strani ogromno, tudi v resnici relevantnih strani ogromno na neki iskalni niz. Zdaj, iz samih relevantnih strani se uporabnik ne bi mogel znajti, katera stran je zdaj tista, ki jo on išče, ki je pomembna v resnici. Zato je treba naprej te relevantne strani rangirati glede na določene kriterije.
In zato je potem zadolžen ta rangirni modul, ki je v resnici najbolj pomemben izmed vseh teh modulov, najbolj prav tale rangirni modul. Ne. V osnovi potem rangiramo strani v resnici glede na dva osnovna kriterija. En je glede na vsebino, drugi pa glede na popularnost. Cena glede na vsebino je seveda odvisna od ogromno števila faktorjev. Spet, katere faktorje uporablja, kakšen spletni iskalnik so skrivnosti, v osnovi pa pač vedno se upošteva, kje se nahaja iskalni niz, ali se iskalni niz nahaja v naslovu spletne strani, ali se nahaja v povzetku ali v jedru. Ponovadi so tiste besede, ki se nahajajo višje na spletni strani, pač tretirane za bolj pomembne, imajo večjo težo. Upošteva se tudi potem relativna frekvenca pojavitev ključnih besed, pa razne druge stvari. Ne? In zdaj, ta ocena glede na vsebino se ponovadi izračuna na podlagi indeksne vsebine in pa njegovega obrnjenega seznama. In je seveda, kot smo že prej rekli, odvisna od iskalnega niza. Prvi spletni iskalniki, ki so uporabljali rangiranje, so v resnici se osredotočili samo na iskanje vsebine. Ne? Sploh niso imeli rangiranje na popularnost, ampak izkazali se je, da niso tako dobri. Se pravi, šele potem, ko je prišla ta ideja, da bi strani rangirali tudi po glede na popularnost, so res drastične spremembe se zgodile na tem področju. Ocena glede na popularnost v resnici upošteva analizo strukturnih lastnosti hiperpovezav. Kakšne so te povezave med spletnimi stranmi. Izračuna se iz strukturnega indeksa in je pač ponovadi to res neodvisno od iskalnega indeksa. Končna ocena se potem se združi nekako skupaj, tvori iz vsebinske ocene in pa iz ocene popularnosti. Ne? In tisto, kar nam potem spletni iskalnik vrne, to je urejen seznam teh relevantnih strani, ki so urejene tako, da tiste bolj verjetne, tiste, ki verjetno že nas bolj zanimali, oziroma ki bi najbolj bolj popularne, so višje na seznam. No, recimo, da bi v spletni iskalnik vtipkali Michael Jordan. Kaj nam bi spletni iskalnik vrnil? Ja, vsi si predstavljamo najbrž, da nam bi vrnil košarkarja slavnega, popularnega, ne, ki ga vsi poznamo. Se pravi, nič, ki je presenetljivo, to, kar bi pričakovali. Ne. In to je res se zgodi, ne. Vsi ti zadetki so to. Po drugi strani, če se vprašamo, najbrž je na svetu več takšnih ljudi s tem imenom pa priimkom, ne. Pa niso vsi košarkarji, niso vsi zvezdniki, ne. Tudi taksisti delajo neprepoznavni. Zakaj pa nam tistih ne vrne? Kako to, da nam spletni iskalnik ravno te vrne, ne? In odgovor se skriva ravno v tem rangiranju strani po popularnosti. Ne? Pa si zdaj malo bolj natančno pogledamo v resnici, kako se strani rangira po popularnosti. Eden izmed, kot smo že menili, eden izmed vodilnih spletnih iskalnikov tudi Google, katerega ustanovitelja sta Larry Page in pa Sergey Brin. Ustanovila sta ga leta 1998. In srce tega spletnega iskalnika je v resnici PageRank algoritem. Tega ste predstavila leta 1998 v znamenitem članku, sicer na Sydneyski konferenci. In od takrat naprej v resnici so se stvari povsem spremenile. Pa si pogledamo zdaj, kaj je v resnici, kaj na tem konkretnem PageRank algoritmu, kaj je v resnici ozadje tega algoritma, da je tako dober, da nam rangira po popularnosti spletne strani. Prva ideja, ki ste jo dva imela, je pač ta, da lahko svetovni splet vidimo kot graf, v resnici kot usmerjen graf. Kaj je to graf? Graf ima neke točke, vozlišča. Tu si spletne strani predstavljamo kot točke, hiperpovezave med spletnimi strani so pa usmerjene povezave med temi točkami. Ne? In zdaj, v resnici, ker imamo usmerjen graf, bomo v nadaljevanju tudi ločili med vhodnimi in izhodnimi povezavami. Ne?
tale povezava lahko tako vhodna kot izhodna, odvisno v katerem vozlišču smo. Če se postavimo v rdeče vozlišče, potem je tale povezava glede na rdeče vozlišče izhodna povezava. Ja? Če pa se postavimo v modro vozlišče, pa je ta povezava vhodna povezava za to modro. Ne? Oziroma, z drugim besedom, tudi tale povezava kaže na to stran. Ja? No, to je bila ena ideja, se pravi, da se to spet vidimo kot graf na vozliščih in ponosmernih povezavah. Druga ideja je pa, kako sploh definirati popularnost. Kdaj je stran popularna? Ja? In ideja spet temelji na tem, da hiperpovezave vidimo kot glasove na nekih volitvah. Če bom dobil več glasov na volitvah, najbrž sem bolj popularen. To pomeni, če več strani glasuje zame, več strani kaže, več hiperpovezav imam na neko spletno stran, najbrž bom bolj popularen. Ja? Prvi spletni iskalniki, ki so uporabljali popularnost, pa rangiranje, so v resnici upoštevali samo to dejstvo, ne? Pa hitro je prišlo do zlorab. Recimo, ustvarile so se lažne spletne strani, ki so kazale same nase zato, da so si pridobivale te vhodne povezave, ne? In so si s tem večale svojo popularnost. Ne? Prav, treba je še kaj dodatnega prinesmo noter, ne? Ena stvar je tem, da je tudi pomemben najbrž status samega glasovalca. Ja? Če bom jaz dobil en glas od nekega uglednega profesorja, bo mogoče štel več kot pa 5 glasov od enih 5 nepoznanih učiteljev. Ja? Ne? Se pravi, treba je tudi poštevati, koliko je popularna stran, sama tista, ki ti da glas. Ne? Po drugi strani pa, ne, če bo ta učitelj, ki mi je profesor, slavni, ki mi je dal meni glas, dal glas tudi mogoče še ostalim 10, ga je treba primerno ta glas otežiti. Pomeni, da ne morem jaz dobiti vso vrednost tistega glasu, ampak se mora enakomerno porazdeliti med vse tiste, ki jih je dal. Se pravi, treba je v resnici upoštevati tudi sorazmerno teži glede na število vedanih glasov. Ne. To v resnici treba upoštevati tudi izhodno število povezav, ki kažejo na njo. Ne. Zdaj, če vse te ideje povežemo skupaj, sta ona dva rekla, da popularnost strani je v resnici določena s popularnostjo strani, ki kaže na njo. Ja, v besedah. No, pa pogledamo si, kaj ta stavek zdaj bi to matematično pomenil. Ne. Kaj pomeni popularnost? Recimo, da imamo kar čist tak majhen splet, samo 4 strani, 1, 2, 3, 4, pa da so tele hiperpovezave med njimi. Ja. Pa označimo s P1 popularnost prve strani, s P2 popularnost druge strani, s P3 tretje, pa s P4 četrte. Ja. Kako bi zdaj izračunali, koliko je popularna prva stran? Rekli smo, da moramo pogledati vse strani najprej, katere kaže na to prvo stran. Na prvo stran kaže katere strani. Tretja stran kaže, pa četrta. Ne? Se pravi, prva stran bo toliko popularna, kot je tretja, pa plus toliko, kot je četrta stran. Ampak, pogledati moramo tudi v teži same, ali tretja stran da še komu drugemu glas. Ne. Tretja stran da glas samo prvemu, zato imamo tule eno cel, njen glas gre v drugi strani. Ne? Se pravi, tule je še v resnici ena. Ne? Za razliko od četrte strani, pa ne da glas samo v prvi strani, da glas tudi v tretji strani. Ne? Zato se enakomerno njen glas porazdeli na dva dela. Enakomerno, se pravi, imamo tule eno polovico, pa eno polovico. Se pravi, prva stran dobi samo polovico popularnosti četrte strani. Ne? Podobno za drugo stran. Poglejmo, koliko je popularna druga stran. Samo prva stran kaže na drugo stran, ampak ne more dobiti celega glasu, zato ker prva stran kaže, ne samo na drugo stran, kaže tudi na četrto stran, pa na tretjo. Se pravi, ker kaže na 3 strani, jo moramo utežiti z 1/3. Ne? Druga stran je vredna to, kot je vredna prva, pa 1/3 moramo pomnožiti. Ne? Podobno dobimo potem popularnost za tretjo stran, pa za četrto. Na te popularnosti potem lahko pogledamo kot na spremenljivke, na neznamke. Ne? Rad bi zdaj poiskali v resnici kaj, P1, P2, P3, pa P4, ki bo zadoščal v resnici tole, je zdaj nek linearni sistem enačb. Ja? Zdaj v splošnem potem lahko pač definiramo
To je tista osnovna definicija, kako sta ona dva popularnost definirana. Ta stran ima popularnost v I. In v resnici ta popularnost je enaka kolikor vsoti popularnosti tistih strani, ki kažejo na to ito stran. Ja. Primerno oteženo. Ne. Vsaka stran, ki kaže na njo, moramo pogledati, koliko ima število izhodnih povezav z vozlišče. Pa jih otežimo. To je v resnici samo splošna oblika tistih enačb na konkretnih primerih. Tisti prvotni sistem, ki smo ga dobili tule prej, tisti prvotni sistem enačb, lahko malo bolj matematično obliko, prepišemo. Eni že vidijo, kaj sledi iz tega sistema, v resnici še malo drugačno obliko lahko tale sistem naprej napišemo in sicer takole ga lahko napišemo. Ja. Ti sistem lahko v resnici napišemo v tej obliki, v matrični obliki. Iskali so v resnici, da so tele vrednosti, ki jih iščemo, v resnici, kot matematiki rečemo, lastni vektor za lastno vrednost 1 tele matrike. Ja. Kaj pa tale matrika? Tale matrika ima tudi zelo lepo interpretacijo na telem začetnem grafu. Ja. Tale matrika je v resnici prehodna matrika za tale graf. Poglejmo si prvi stolpec, nam pove, na katere strani kaže prva stran. Prva stran na sebe ne kaže, ker nima zanke, kaže potem na drugo stran, pa na tretjo, pa na četrto. Podobno potem za drugo stran kaže samo na tretjo, pa četrto. Se pravi, sem tule. Tele uteži, ki smo prej rekli, ki jih imajo strani, pa lahko še na drug način pogledamo v resnici. Pogledamo lahko v resnici tudi z stališča verjetnosti. Ja? Tule, če se postavimo tule noter, ker imamo dve povezavi, kakšna je verjetnost, da bomo šli po tej povezavi, pa po tej povezavi, ena polovica. Ne? Da bomo šli po tej, pa ena po tej. Ne? Se pravi, v resnici lahko gledamo tele uteži kot na verjetnosti, da smo izbrali, da smo šli po tej povezavi, ali pa po tej povezavi. Ta verjetnostni kontekst bo nadaljevanje še prav prišel. Se pravi, v resnici kaj iščemo? Iščemo lastne vektorje, neke posebne matrike. To je prehodna matrika v resnici, ki pripada temu spletnemu grafu pri lastni vrednosti 1. Ja, ok. Pa meni rekel, zdaj smo pa konc, ne? To je to. Ja, zdaj, če je tak majhen sistem, ga lahko na roko pa na računalniku poračunamo, ni problema. Ampak zavedati se moramo dejstva, da je to splet. Teh spletnih strani je ogromno. Ja? Matrika tale je enormna. Kako bomo zdaj lastni vektor sploh poračunali? Ja? In prva ideja, ki ste jo Page pa Brin dala je naslednja. Da bi iskali ta lastni vektor z iterativno metodo. Ja? Se pravi, nek približek bi na začetku vzeli, potem pa ta približek izboljšvali, dokler pač ne bi to konvergiralo k tistemu lastnemu vektorju. Ne? V resnici temu malo bolj natančno tej metodi rečemo potenčna metoda. Ne? Če si na tem konkretnem primeru pogledamo, kaj bi to pomenilo? Ona dva sta za začetni približek, se pravi za tiste vrednosti P1, P2, P3, P4, predlagala, da kar vzamemo, da ima vse enako popularnost. Ne? Vse spletne strani imajo na začetku recimo enako popularnost. Zato damo prvi strani popularno špice 25, drugi 0,25, pa 0,15, pa 0,15. Potem pa uporabimo matriko H, preslikamo vektor x0 s H, pa dobimo nov približek x1. Ja? Pa postopek ponovimo. Spet uporabimo matriko H na tem približku, pa dobimo nov približek. Iteriramo postopek, pa vidimo, kaj je recimo, da se 7. približek pa 8. približek na 2 decimalkah ujemata. To v resnici pomeni, da na 2 decimalki natančno smo v resnici kaj izračunali lastni vektor tele matrike. Ja? In iz tega vektorja lahko takoj preberemo, katera stran je najbolj popularna. Tista, ko ima največjo vrednost. 0,38, se pravi, prva stran je najbolj popularna.
To bi bilo mogoče malo presenetljivo, če bi na začetku pogledali. Zakaj? Ja, na prvo stran, koliko stran? Samo 2, ne? Ja, do drug bi rekel mogoče, da tretja stran bi mogla biti bolj popularna, ne? Se ima 3 glasove ljudi. Pa ni res. Ja, ne? Tako. Se pravi, pomemben je tudi, koliko je status glasovalcev bil, se pravi, koliko je bila popularna stran na tisto, ki je glasoval, ne? In tukaj vidimo, da smo res lahko upoštevali vse tiste dejstva, ki smo jih prej definirali za definicijo popularnosti. V redu, zdaj to je bil zelo mehki primer, ne? A smo imeli mogoče srečo, da je zdaj tole pa glih skonvergirali k tem vektorju, a se lahko nam, ko imamo večje matrike, se nam lahko kje zalomimo. A lahko se srečo, ja. Za vprašanje, mogoče kaj pomeni, da upravimo matriko na nekem vektorju, če slučajno do izločinstva ni seznanjen s tem? Pomnožimo, ne? Ja, vektor pa matriko. Ja, lahko se v resnici srečamo, ker tlele smo si zbrali zelo lep primer resnični tole. Zdaj tale metoda je v resnici skonvergirala. Iz matematičnega stališča smo se takoj vprašali, kdaj pa ta metoda sploh konvergira, da je sploh odvisna od izbire začetnega približka in tako naprej. Ne? No pa pogled, ko sta ona dva to študirala, sta takoj naletela na problem. Zakaj? Ja, recimo, najprej ste se vprašali, a ta metoda sploh konvergira k čemu smiselnemu stališča popularnosti. Ne? Kaj, če imamo tak čist osnovni primer, kjer imamo samo 3 spletne strani, pa samo 2 povezavi. Je tu je problem ta, da tale spletna stran 3 nima izhodnih povezav. Takim spletnim stranami pa vozliščem rečemo tudi izolirana vozlišča. Če spletna stran nima izoliranih, če ima izolirana vozlišča, potem pride problem. Zakaj? Poglejmo, pripovedujoča matrika H za tale spletni graf je tole. Vzamemo, ok, začetni približek 1/3, 1/3, ker imamo 3 spletne strani. Uporabimo, se pravi, pomnožimo H s tem vektorjem X, dobimo prvi približek, pa drugi približek in že ta drugi približek dobimo nič, nič, nič. To pa najbrž ne bo v redu, ne? Zakaj? Ja, tretja stran najbrž bi mogla imeti kakšno veljavo, bi mogla biti vsaj malo popularna, če 2 strani na njo kažete. Ne? Tukaj pa nam piše, da je nič popularnosti. Ne? Problem je kaj, je, če imamo tele izolirane. Ne? In to se na spletu ogromkrat naredi. Ne? Recimo, če imamo PDF dokumente, slike ali tabele, ponovadi nimajo izhodnih povezav, ne kažejo nekaj naprej. Ne? Malo bolj v sofisticiranem jeziku rečemo v resnici, da ta matrika H ni stohastična, ni pomembno, ampak v jeziku markovskih procesov in potem rečemo, da ta matrika ni stohastična. V resnici ves čas so v ozadju markovski procesi, da sploh se ona dva niste zavedala, da so markovski procesi. Vse ste delala z intuicijo, v resnici so pa skozi v ozadju markovski procesi. Ni upravno. Kako? To je upravno. Ne, ona dva, sploh niste poznala tega, ampak že v tistem obdobju so bili markovski procesi, ne, pa ampak se niste zavedali sploh, da v ozadju grejo. Šele potem, ko so študirali to, pa njihovo resnici so lahko potem interpretirali preko markovskih procesov. In ona dva sploh niste vedela, pa niste gledali na to stohastična matrika. Se zavedala ste se, da pač tukaj en problem. Ne? Ja. Potem drugi problem. Zdaj, kot matematik se tako potem tudi vprašaš, a bo rešitev enolična, ne? Mi bi si želeli, da bi bil tisti vektor popularnosti enoličen, ne? Da imamo 2, pa potem izbirati med njima, ne? A se lahko nam to zalom? Ja, lahko, ne? V resnici, če imamo takle primer, ne? Se pravi, da imamo več komponent. V resnici splet ima ogromno takih komponent, ne? Zato, ker samo prgišče nekih strani kaže na druge strani, ne? Se pravi, zelo nepovezano v smislu, ne? Kaj se zgodi na tem konkretnem majhnem primeru, ker imamo 2 komponenti, ne? Ker ni splet nekako povezan, ne? Iz tega strani ne moramo nikako priti na to stran, ne? Imamo puščic. Ja, pripadajoča matrika
da tale spet je tale. In hitro se vidi, da v resnici imamo dva lastna vektorja za lastno vrednost n. Ja? Prav, v tem primeru nimamo analitične rešitve. V malo simplificiranem jeziku potem v resnici rečemo, da ta matrika je razcetna. Problem je, če je H razcetna. Ne? No, pa še tretji problem je tudi. Ne? Tudi, če metoda konvergira, ne? Da imamo samo analitično rešitev, a je pomembno, kater približek smo si izbrali. Ne? Se pravi, ali je ta konvergenca odvisna od izbira začetnega približka. Izkaže se, da ja. Ne? Recimo, da imamo take cikle noter v grafih in tako ponovati je na spletu precej takih ciklov, zato ker med sebojne združbe pač glasujejo samo med sabo. Ne? Imamo take cikle. Ne? V tem primeru, na tem čisto osnovnem primeru, je tole pripadajoča matrika H, ne? Za tale graf. Pa če vzamemo začetni približek ena polovica pa ena polovica, ne? Ko s H-jem preslikamo, dobimo spet ena polovica, ja, pa skozi ena polovica, se pravi, v tem primeru bo konvergirano, ne? K eni polovici. Ja? Ko smo začeli ta približek vzeli ena polovica, boste kar tele dve spletni strani imeli enako popularnost. Če bi pa slučajno vzeli vektor 1,0 za začetni približek, ne? Kaj se pa v tem primeru zgodi? Je, ko prvič s H-jem preslikamo, dobimo vektor 0,1, potem še enkrat uporabimo H, dobimo spet 1,0, pa vidimo, kakšen vzorec se ponavlja. Spet bo 0,1, 1,0. Ne? Te dva vektorja se bosta izmenovala, alternirala bosta. Z drugim besedam, nikamor ne bo konvergirala ta metoda. Ne? Ja? Pravi, tudi če tale v resnici ima enolično rešitev, je tole enolično rešitev, ampak še vsem je odvisna metoda od začetnega približka. Kako dobro smo si začetni približek izbrali. Okay. Zdaj pa je treba vse tele tri probleme nekako rešiti. Kaj sta ona dva predlagala? V primeru, da smo imeli izolirano točko, se pravi, da nismo imeli shodnih povezav, to v naši matriki H pomeni, da smo imeli tisti stolpec, ki je predstavljal izolirano vozlišče, da je bil stolpec nični. Ja? Tale ni imela izhodnih povezav, se pravi, no, stolpec je bil nično. Ne? Se pravi, popraviti treba tiste stolpce najprej, ki so nični. Ne? Tisti stolpci predstavljajo izolirana vozlišča. Ona vas ste rekla v redu, popravimo tiste stolpce, ki so nični, da damo vsem pač enako utež. Ne? Vsaki vrednosti. Se pravi, zdaj imamo 3 strani, bomo dali 1/3, 1/3, 1/3. V splošnem, če imamo n strani, bi dodali pač tole ena z n do ena z n, ne, če bi bila n ta stran izolirana. Ne. Če pa n ta stran izolirana, pa pododam nič ne dodamo, ne, so pa šla kar ničeni elementi. Kako sta ona to utemeljila? Zakaj bi dati ravno takšno? Utemeljila pa sta takole. Ne. Predstavljamo si, da imamo nekega naključnega uporabnika spletnega iskalnika. Ne. In potem on brska po spletu naključno in potuje po teh povezavah. Ne. Potem se pa v nekem trenutku potuje pa se v nekem trenutku pride do spletne strani, kjer ni več naprej povezave. Ne. Kaj bo naredil? Ja, ročno bo URL naslov napisal, ne? V naslovno vrstico, pa bo naprej na novo spletno stran šel. Ja? Se pravi, tole v resnici tele povezave potem nam nekako povejo, da če pridemo v neko izolirano vozlišče, potem bomo pa lahko, kako se rešili iz tega izoliranega vozlišča, tako da bomo kar ročno URL naslov vtipkali, pa spet dva sta kar predlagala, da kar 1/3 damo, da pridemo, da smo ročno vtipkali drugo spletno stran, 1/3, da smo v resnici ostali v tej spletni strani, pa 1/3, da smo ročno vtipkali URL naslov prve spletne strani. Ja? S tem v resnici potem moramo predefinirati to matriko H, ki pripada tem čisto osnovnem spletnem grafu, jo predefiniramo OS, tako da pač vse nične stolpce popravimo s temi ena ulovno z vrednostmi po tem stolpcu.
In tako v resnici potem tale matrika H pa je stohastična. Zato je S, v tem bolj sofisticiranem jeziku S postane stohastična. S tem smo rešili problem izoliranosti vozlišča. Imamo pa še dva problema, smo rekli, ne? Da graf ni povezan, pa da imamo mogoče cikla med. No, to sta pa kar v enem koraku rešila. Kako sta pa to rešila? Ja, na podoben način, kot prej sta razmišljala. Spet si predstavljamo naključnega spletnega uporabnika, ki brska po spletu, nekaj časa potuje po hiperpovezavah, potem se pa kar menim, tudi če je naprej neka hiperpovezava, če je nek link, ki bi lahko nadaljeval, se pa vseeno on odloči, da bo mogoče z neko verjetnostjo pa kar v URL naslov napisal ročno. Ne? In to pač matematično zapišemo takole, zdaj alfa krat S, to pomeni, da smo šli z verjetnostjo alfa po hiperpovezavi, ali pa smo šli z 1 minus alfa ne po hiperpovezavi, ampak da smo ročno tipkali v URL naslov. Ne? Običajno se ta alfa gibe tle nekaj 0,85. No, izkaže se potem, da kot to matriko S popravimo tako, da naredimo resnici linearno kombinacijo teh dveh matrik, dobimo matriko G kot Google matriko, ne? In ta Google matrika pa je potem v resnice ima vse tele lepe lastnosti, je stohastičen, neraztepen, aperiodičen, nima nobenih zank, se pravi, je povezana, pa tudi nobenih izoliranih točk nima. In v tem primeru, ko imamo tako matriko, pa nam ta potenčna metoda v resnici res da kaj enoličen, dominantni lastni vektor. Se pravi, to pomeni, vedno bomo dobili enolično rešitev v tem primeru, vedno nam bo skonvergirala ta metoda k lastnemu vektorju za lastno vrednost 1 in pa neodvisna je tudi od izbire začetnega približka. Vse tisto, kar smo želeli. In potem lastni vektor za lastno vrednost 1 od te matrike G, ki smo preoblikovali, nam potem v resnici določa popularno strani. Tam vam pa preberemo, koliko je neka spletna stran, recimo i popularna. Temu koeficientu alfa, včasih rečemo tudi teleportacijski koeficient, kot da bi se teleportirali z neke spletne strani na neko drugo, ker ni bilo povezave direktne, hitre povezave, pa smo ročno vtipkali v URL naslov. Zdaj seveda se potem pride še problem same implementacije. Ta matrika, Googleova matrika, v resnici velikosti več 10 milijard. To je prvi problem. Drugi problem je pa ta G, je gosta matrika, z drugim besedam. V resnici so vsi elementi neničeni. Ne? In tega mi ne bi rad shranjevali nekam, ker je preveč. Imamo pa to srečo, da pa matrika H, tista prvotna matrika, ko smo sem priredili, prehodna matrika, ki smo priredili spletnemu grafu, je pa redka. Ne? To nas reši potem, ker v resnici redka pomeni, da ima ogromno nič tista matrika. Ne? Večina je ničenih elementov. Ne? In tako matriko je zelo lahko shraniti, zato ker ne shranimo vse elemente tiste matrike, pa shranimo samo pozicije, pa tiste elemente, kateri so neničeni. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je pa potem, da tudi v resnici ne uporabimo direktno potenčne metode na matriki G, ki itak imamo shranjena, ampak se v resnici problem prevede, da lahko ravno zaradi linearnosti v resnici lahko gledamo to potenčno metodo samo na prvi tej redki matriki. Ne? Še enkrat moramo poudariti, da se pravi, niti matrika G, niti S niste nikoli eksplicitno shranjene. Kar je shranjeno, je matrika H, pa še to, samo tisti elementi, ki so neničeni, ne? Pozicije elementov, kjer se nahajajo, in pa v resnici tale vektor pa tale vektor. To je vse, kar je shranjeno. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo je pa tudi, da prednost te iterativne metode je, da se
ta matrika G, oziroma tudi H nikoli ne spreminja. Ne? Računamo, ko rešujemo ta sistem, oziroma ko iščemo lastno vektor, se skozi samo vektor spreminja, ne? Samo ta lastni vektor, nikoli se samo matrika G ne spreminja. Poleg tega pa se izkaže, da v resnici v praksi vedno zadostuje tam od 50 do 100 iteracij. To iterativna metoda, če bomo s tokrat pognali dosti natančni rezultat, dobimo, da znamo potem vse strani nekako rangirati po popularnosti. Tule še nekaj osnovnih virov, ki sem jih uporabil, poleg drugih. To bi bilo tudi vse. Hvala lepa. Čas imamo za vprašanja. Stohastično pomeni, da se bodi si stolpci vsi seštejo ena. Vrednostni stolpci se seštejo ena. Ali pa to je stolpično stohastično, vrstično stohastično, pa da se vrstice. V tem primeru našem smo imeli, če pogledamo, čisto to prvo matriko, recimo, v stolpici se vrednosti seštejo vedno ena. To pomeni, da je stohastično. V tem primeru lepem začetnem, ko smo ga izbrali, v resnici je bila stohastična tale, ampak v splošni pa ne bo pripadajoč graf. Jo moramo popraviti, se pravi tiste stolpce, ki so ničeni, moramo popraviti tako, da niso ničeni. In ravno pa je tako popravno, da se ste seštejo v ena. Mogoče več pogosto Google na novo preračunava te. Ko dobiš nove spletne strani vsake toliko časa, se poteka enkrat na teden, enkrat na mesec. Kar pogosto sem. Zdaj ne moram biti zdrava, ne vem. Sem zasledil podatek, pa ne vem. V tistem trenutku se kažem, matrika že spremeni. Ja. Pomar je to na novo točno. Ja. Oziroma Ja, tako. Pa še eno pomembno v resnici dejstvo je, tlele, če pogledamo, obstaja tudi časovni zamik med tem, ko so recimo kopirane spletne strani v bazo, ja, pa med tem, ko so indeksirane. Ne. Tle je nek časovni zamik. In dokler spletna stran ni indeksirana, jo iskalnik ne bo našel. Ja. Se pravi, tako kot da ne obstajamo za te spletne iskalnik. Se pravi, tudi tule imamo časovni zamik. Ne samo tle, ko kopiramo, tudi tule časovni zamik. Enkrat sem poskušal z Googlom, da me bi Google prepoznal, ne? In tista prva stvar, ki jo moraš dati v meta podatke, to so ti pajki. Ja, ki piše, ja. Ne bo rabiti nekaj časa, da je Ta robot TXT, ki se shrani pri iskanju teh spletnih strani, tam noter je verjetno tudi kakšen log zapisan, kaj je v bistvu pregledal na spletni strani. To so ti pajki, verjetno. Ja. Oni se samostojno shranijo na spletni strani, ne? Oni potujejo ves čas, od spletne strani do spletne strani. Ampak pustijo sled tudi. Ja, seveda, shranijo informacijo, vse. Direktno na spletni strani, mislim, pustijo sled. Pustijo informacijo, to pa ne vem. Ne, robots.txt je druga stvar. Z robots.txt lahko sama spletna stran pove iskalnikom, kako naj se na njih obnašajo. In iskalniki so toliko prijazni, da to upoštevajo. Spusti pa seveda pajek v dnevniku spletne strani, kot vsak drug obiskovalec. To sem hotel, ja. To ni še različno. Ste bolj ustanovitelji matematika ali računalničarja? Računalničarja. Vi ste dobra matematika. Kako? Ja. Vi ste dobra matematika. Čemo, niste poznali. Kaj pa ta alfa koeficiencija, kaj preračunava, ali kar vzamejo 0,85 in so dovolj z njim? So verjetno pač ker tista alfa v resnici tudi vpliva na samo konvergenco. Hitrost verjetno, ne? Konvergenco. A je potem zato vsakič, ko nekaj pišeš, da iščeš, mislim, tisto prvo, kar ti ponudi je Wikipedija. Ravno to je to. Zato, ker tolikokrat jo klikamo in iščemo podatke. Ratela toliko popularna, ali je to to? Ja, boš res, ja. Vprašanje, če dosti strani kaže na njo, ampak vsaj znotraj Wikipedije dosti strani kaže na njo, ne? Ja, potem to verjetno. promovira.
ker bo že bilo tam opisano Michael Jordan, ne, prva je Wikipedija bila, ne? Ja. Ne njegova osebna Ja. ne njegova osebna spletna stran, ampak je Ja. Wikipedija vedno pred. Ja, ja. V resnici je od leta 98 se zdaj malo spremenila, pa Google zdaj ve, kaj klikneš, kateri izdelek si kliknil, pa ve, če si se potem, ko si kliknil, vrnil nazaj, pa kliknil nekaj drugega. Tako da bo naslednjemu, ki bo iskal isto stvar, z večjo verjetnostjo Zdaj te linki vedno manj šteje. Realno gledano. Ja, sam računalnik. manj. Že podplaček shranim, katero si kliknil prej, ne? Potem ti avtomatsko može že Ja, zdaj ogromno je iskanj. parametrov, ki vsi seveda vplivajo na to, ne. Vsi so skrivnosti točno, kako to naredijo. Google ima prav zaradi tega tudi ogromno prednost. Kako v resnici vse to skupaj implementira. Ta osnovna ideja je jasna, ne. Ampak še vsem je Google predvsem, ne. Veliko predvsem, ker ima še precej prednost. Je to ta material, to predavanje obstaja na spletu? Predavanje, kakšno predavanje? Predavanje, mislim, te prosojnice, ko ste jih pripravili. A tole, ja, spet, ja. Pa video tudi. Video fajn, tudi še enkrat skozi. Video tudi. Še eno vprašanje, mogoče tam smo imeli en primer pač majhnega spleta, ki je bil nepovezan, ne, iz dveh kosov bil sestavljen. Pa nismo mogli iz leve strani priti na desno in niti iz desne na levo. Pa potem matrika ni bila receptna in mislim, da je bil problem z enoličnostjo. Ja. Bi bil isti problem, če bi lahko recimo z leve strani pršil na desno, pa v drugo smer ne bi šlo. Ja, se v resnici zadosti, da ni krepko povezan. Krepko povezan se treba je. Vse ima bolj, še bolj stav primer. Torej bi že to bil problem, ja. Če bi z leve na desno lahko pršli, pa nazaj ne. Še kakšno vprašanje? Predlog? Mogoče bi preimenovali Google v Huhr, zdaj ko vemo, da je matrika H tista pomembna. Še enkrat se zahvaljujem predavatelju.